Gledate gorenjska poročila na GIF TV. Lepo pozdravljeni, Aleš Zalar, upravitelj rekreacijsko-turističnega centra Zatrnik. Pozdravljeni. Kdaj je s svojim delovanjem začel tale rekreacijski center? Ja, mi smo bili ustanovljeni pred 5 leti in potem smo začeli z delovanjem, s tem, da sta bili 2 leti zelo težavni zaradi obdobja covida, ker kot je znano, so bila smučišča v tistem času precej časa zaprta, ampak smo tudi to obdobje preživeli in nadaljujemo z obratovanjem. In koliko naprav sedaj obratuje? Vidim, da je kar velik živžav, čeprav je že kar pozno popoldne. Ja, mi smo usposobili tukaj 3 žičniške naprave in pripadajoče smučarske proge. Letošnja zima pač ni zelo radodarna s snegom. Naš problem je v tem, da smo popolnoma odvisni od naravnega snega, zaenkrat še. In zato smo tudi lahko imeli danes šele prvi obratovalni dan v tej zimski sezoni. Nažalost, to je v bistvu prikrajšanje zlasti otrok, smučarjev začetnikov, ki radi hodijo sem na Zatrnik. Ampak obisk je bil pa izjemen danes. Vi ste pred kratkim dobili koncesijo od države za gradnjo nove sedežnice. Kje naj bi peljala ta nova sedežnica? Mi smo dobili koncesijo za 2 sedežnici in sicer za zgraditev ene nove namesto obstoječe vlečnice Hotunski vrh. Če pogledava, je njen vrh ravno na vrhu tega hriba. Potem smo dobili pa koncesijo še za obnovo obstoječe sedežnice Barjance in zdaj smo v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja za novo sedežnico Hotunski vrh. To je torej naš naslednji korak, ki ga nameravamo narediti. In ko pridobimo gradbeno dovoljenje, potem lahko postavimo sedežnico, ki pa bo obratovala celo leto, ne samo po zimi. Obetamo si velik letni obisk, zlasti zaradi bližine Bleda in zaradi števila obiskovalcev Bleda, ki je v letošnjem letu že preseglo 1 milijon nočitev. No, želite pa si tudi obilico snega, a sedaj, ker se nam bližajo zimske počitnice in zagotovo bodo tukaj potekali smučarski tečaji še naprej in najmlajši se bodo učili svojih smučarskih veščin. Res je, in danes smo že imeli prvo skupino otrok, ki jih učijo prvih smučarskih zavojev, učitelji smučanja smučarskega kluba Bled. S tem klubom zelo dobro sodelujemo že vsa leta. Prihodnji teden, cel teden bodo tu tečaji za otroke iz Bleda, iz vrtca. Tu bo približno 80 otrok se učilo smučati 5 dni. Prihajajo tudi otroci iz različnih šol iz drugih območij, tudi iz Ljubljane. Recimo v torek pride več kot 100 otrok iz Ljubljane, iz ene osnovne šole. Skratka, Zatrnik je idealen teren za otroke, za tiste, ki se ali želijo naučiti smučati, ali pa že malo znajo, pa se želijo naučiti še nekaj več. Tako da teren je sončen, vendar ne preveč, tako da sneg še vedno zdrži. Tu imamo okrepčevalnico, tu imamo dobro gostilno, skratka vso potrebno infrastrukturo. In kakšni so še vaši načrti za leto 2024? Se to je kar velik zalogaj, ena sedežnica. Ja, če bomo dobili gradbeno dovoljenje v primernem roku, potem seveda sledi naslednja faza in to je postavitev sedežnice. Najbrž se to v letu 2024 še ne bo zgodilo, ker so naši postopki pridobivanja gradbenih dovoljenj kar dolgotrajni. Vedeti moramo, da smučišče Zatrnik v celoti leži znotraj Triglavskega narodnega parka, tu so posebne zahteve glede varovanja narave in seveda vsem tem zahtevam bomo morali ugoditi, predno dobimo gradbeno dovoljenje. Računamo pa, da bi morda lahko dobili koncesijo tudi za obnovo nekaterih vlečnic. O tem pa odloča
občinski svet občine Gorje in če bi to koncesijo pridobili, bi pa mi lahko že v letošnjem letu obnovili vsaj eno daljšo vlečnico, ki je pa zelo primerna za dobre smučarje. Pa se pustiva presenetiti, za danes pa hvala lepa. Hvala tudi vam.